Dober dan, drage dame, dober dan, drage ambasadorke spremembe vredne in tudi drage dame nepremagljive. In sicer pred kratkim mi je postavila ena dama vprašanje in sem si ga kar izpisala, kako vemo, da smo zaposlili pravo osebo. In se mi je zdelo, kaj bom zdaj spet pisala kolumno, in sem se odločila, da povabim v mojo družbo našo vodjo razvoja in projektov, našo Branko Viltužnik, da mi ona pomaga voditi ta najin dialog. A se strinjate s tem? No, ampak preden bo pa se Branka vključila, bi pa jaz odgovorila, kako vemo, da smo zaposlili pravo osebo. Zdaj, najprej so tiste neke formalni zapisi, ki jih upoštevamo, da zadovoljuje vsem pogojem, da ima formalna znanja in tako naprej, ampak to je ena stvar. Kaj pa jaz gledam? In zdaj, ko boste videli Branko, boste lahko tudi to vedeli, da to res drži. Predvsem to, da ima oseba iskrice v očeh, da se ne ustraši izzivov. Naša Branka se ne ustraši izzivov, se zaveda, da je potrebno tudi biti ciljno usmerjen. Všeč mi je njena iskrenost in všeč mi je, ker živi te vrednote, ki jih imamo v podjetju. No, jaz tudi upam, da se bo ona malce dotaknila, da kakšni smo delodajalci, ker nismo vedno tako enostavni, lahki, ampak kaj pa mi je všeč, da se zaveda, da ko raste, ali pa ko je mečemo ven iz cone udobja, da takrat tudi osebnostno in poslovno raste. Tako da, naj vam nekaj še povem, čeprav ne vem, če bo huda, če bom to povedala. Danes mi je poklicala pa sem rekla, a bi ti z mano posnela en hiter video, pa rekla, joj, čak da vidim, kako sem oblečena. Evo, to je pri nas ženska. Mi prvo pogledamo, kako smo oblečene. Namesto kaj bomo povedali. Tako da, Branka, evo, jaz sem si Branka nekaj vprašanj izpisala, zaradi tega, ker bi res želela, da dama mogoče malo bolj konkretna, pa res hočem, da si iskrena. Res iskrena. Ok. Branka, od marsikoga slišim, da v službi ne moreš biti srečen, res, da ne moreš biti srečen. Kaj ti misliš na to? Pa jaz mislim, da če znaš biti srečen v življenju, nasploh srečen doma, da potem tudi veš, kakšne stvari te osrečujejo. Veš za tiste majhne malenkosti, ki ti največ pomenijo in tako to preneseš potem tudi v službo. Jaz ne verjamem v to, da je nekdo srečen doma, pa nesrečen v službi, oziroma srečen v službi, pa nesrečen doma. Jaz mislim, da je to poenoteno, to, kar tudi vi govorite skozi. In mislim, da če sami sebe dosti poznamo, vemo, kaj radi delamo, smo potem tudi lahko srečni v službi. Krasno. To zdaj izgleda tako, da smo se zmenili, kaj bomo povedali. Ampak nič ne. Vse to je obrabljeno, ja. To že mi kot papige govorimo. Ok, v redu. Ampak, kako ti veš, da si prava oseba, kako ti veš, da si prava oseba za podjetje Skazo? Kaj je tisto, kar se ti je zdelo, jaz pa sem prava za to? Ja, pa najprej so vrednote. Za mene je zelo, zelo pomembno, da se počutim tudi v službi tako doma, no? Da so tiste vrednote, ki jih doma živim, da jih lahko živim tudi v službi. Predvsem, kar je pomembno, da sem lahko iskrena, da lahko iskreno povem svoje mnenje. Kaj je pa tisto, da jaz vem, da sem prava za Skazo oziroma za bilo katero drugo službo, je pa to, da prinašam rezultate. Da se počutim, da prinašam rezultate. To je tisto, ko človek ve, zakaj je dober za svoje delovno mesto. Ok, prosim, ker nadaljuj. Je tako, da tudi pomembno, meni je tudi pomembno, recimo, da nekaj časa ustvarjam, pol pa tudi rada vidim, kak je rezultat. In tisti majhni rezultati meni največ pomenijo, no? Pa mislim, da tudi delodajalcem. Absolutno, zato imamo tudi radi, ne? Zdaj mi pa še povej, kaj je tisto, kar pa te osrečuje na delovnem mestu? Svoboda. Imaš rada to svobodo? Najrajši imam svobodo. Ok, ampak dajmo se mogoče dotakniti tega, če pa naprimer nima znanj in priješ v podjetje. Ali ti vseeno pomeni svoboda ali ti še karkoli drugega? Naprimer, če si predstavljaš tisto prvo službo. Ja. V bistvu največ mi pomeni, da lahko tisto svoje ideje spravim v realnost. Da lahko nekaj pokažem, da lahko pokažem svoje znanje, ki sem ga toliko let pridobivala in da v bistvu spoštujejo to moje znanje in spoštujejo moje mnenje. In to mene osrečuje v bistvu, da lahko res pokažem dodano vrednost. Dodano vrednost v službi, dodano vrednost doma, kjerkoli pač že je, no. Ampak to je predvsem zaradi tega, ker si zelo odgovorna oseba. Veš, pomeni, ti si že odkar si prišla v službo želela prevzeti odgovornost, kar pomeni, da ti je ta vrednota tudi blizu. Ok, kaj pa, ko naletiš na izziv? Kako odreagiraš? Ker to, veste, jaz zdaj tako pravim, eni pravi, da sem bila zahtevna, jaz pa sem rečem, da sem ljubila posel in da ga še vedno ljubim. Zdaj bomo vprašali Branko, kako je bilo, ko se je zgodilo, ko je naletela na izziv. Kako je odreagirala? Branka. Ja, zdaj, marsikdaj, ko ga slišim, da skočim v luft.
To pa nisem vedela. V redu? V Okej. bistvu res Okej. skočim v luft in začnem iskati rešitev. Aha, to pomeni, se takoj vržeš na rešitev. a ne? Ja, ja. Ne vidiš izgovorov. a ne? Ne vidim izgovorov. Res skočim v luft, pogledam, kaj je šlo narobe, kje je rešitev, kaj lahko naredimo, skupaj poiščemo neko rešitev in pač včasih res gre, da skočim v luft. Ja, naj dodam, a veste, ona dela na razpisih, a ne? In pol ponavadi, mi smo zdaj srednje veliko podjetje. Ne, zdaj smo veliko podjetje. Zdaj smo že veliko podjetje. Zdaj smo ja, veliko že podjetje. In že skozi jamram, zakaj smo veliko podjetje, ker razpisi so na srednjih podjetjih, na velikih je pa malo manj. In kar naprej razmišlja, kaj bi to mi naredili, da bi se vrnili nazaj v prejšnjo stanje. Pa niti ne to, kar lahko naredimo, da tudi kot veliko kaj dobimo. No, to pa Ja, tekajte, ja, ja. to pa v vsakem primeru. Okay. Branka, zakaj si pa izbrala naše podjetje? Najprej me to zanima, potem pa, da boš dala na svet, predvsem tistim ženskam. No, najprej povej, zakaj si izbrala naše podjetje? Ja, če sem čisto iskrena, najprej tisto javna podoba v javnosti, spletna stran, to je bila pač osnova. Potem sem pa prišla na dan odprtih vrat. In potem sem začutila ta utrip. V bistvu sem res začutila ta utrip, kako ste bili tisti, ko ste takrat nas sprejeli na dnevu odprtih vrat, kako ste bili povezani, kako ste bili sproščeni, v bistvu tista toplina, smeh in pa potem seveda vrednote naprej, od moje glavne vrednote, odgovornost, kot smo že omenili, pol svoboda, pa neki bombončki, ki jih delodajalec da. Katere tri vrednote, rečemo, mi imamo 5 vrednot, Ja. katere tri so se ti pa naprimer najbolj tako, so se dotaknile in kako jih ti dejansko živiš? Ja, najbolj narava, Okay. poleg odgovornosti seveda, Okej. narava, ker sem rada v naravi. Rada bi nekaj naredila za naravo, kar je koristno vsem nam, da v bistvu spremenimo ta svet na lepše. Ja, In res tista jasno. dodana vrednost, kar skozi govorim, da se čuti, da pač lahko nekaj naredim. No. Pa seveda cilj. Cilj. Aha, to To pa sem si pa- ciljno usmerjena, ja? To pa Ja, si malo ciljno sem se usmerjena. priučila. A ja, to si se Ja, priučila? malo sem se A daj priučila. Ja. nehaj, no. To je pa tisto glavno, kar sem se priučila zraven. Ja, Branka, ti bom nekaj drugega povedala, ker imamo vprašanje, kako vemo, da smo zaposlili pravo osebo. Ja. Bi vam povedala, Branka ima tudi v svojem oddelku ljudi, no? To jo bomo pol vprašali zadnje vprašanje, ampak kaj je zanimivo pri njej, no? Ker tudi zaposluje, ko pa ugotovi, da pa kandidat ni dober ali pa da ne ustreza nekim pravilom, merilam, to, kar, ali pa vrednotam, ti predvsem si tudi navezana na vrednote, pa zelo hitro odreagira. Pomeni, ker vedno je tega mnenja, da če ni za nas, pomeni, da tudi podjetje ni usmerjeno za pravo osebo. Zelo hitra si pri tem, no? Hitre odločitve takrat sprejmeš. Pa ja, sej, Zakaj misliš, da je to dobro, te hitre odločitve pripeljati? Zaradi tega, ker recimo nič ni narobe, če smo kdaj slabe volje. Če pridemo kdaj slabe volje v službo, če nam kdaj gre kaj narobe, pa smo rahlo negativni, kak dan, dva, tri, pa ne vem, včasih pridemo v službo, pa je tako, da bi nekaj bilo v luftu, pa se vsi malo grdo gledamo. Ja, To ni ja. nič narobe, to Ja, sploh se ni nič strinjam. narobe. To pomeni, da smo živi. Ja, seveda. Pristni. Je pa narobe, če se to dogaja dlje časa. In Ja. takrat se je potem treba pač pogovoriti z osebo. In če oseba ni srečna na delovnem mestu, mislim, da res ni srečna pri tem, kar dela, da se ne čuti, da da nekaj od sebe, bolj je res boljše, da najde drugo službo. Se In to strinjam. se zelo hitro vidi. Se strinjam. To naša Branka pravi, da v 21 dneh zelo jasno veš, ali človek živi te vrednote, katere so v našem podjetju, potem vidiš, ali paše v to skupino in ali tudi začuti naš utrip. Branka, zdaj pa, kaj bi, jaz bi res rada pomagala vsem ženskam, vsem možnim ženskam, da si najdejo pravo službo, prav tisto tam, da so lahko srečne. Kakšen svet bi ti dala tem ženskam? Ja, najprej morajo same pri sebi vedeti, kaj jih osrečuje. Bravo, kaj sploh želijo? Kaj sploh želijo? Ja. Nasploh, kaj želijo v življenju? A želijo, ne vem, a želijo nekaj ustvarjati? A želijo računati cele dneve? Pač morajo vedeti, kaj si želijo, kaj rade delajo doma z otroci. Mislim, to je ponovadi isto. Jaz vedno pravim, če doma ustvarjam, potem tudi v službi rada ustvarjam. To meni prva stvar, katero vam je, kaj si želite. Drugo, kaj je pomembno za podjetje? Kaj se ti zdi, naprimer, da je pomembno? A je pomembno, da najdejo podjetje, kjer imajo podobne vizije, kot jih ima ona ali pa vrednote? Mislim, kako na to Nujno, gledaš? seveda je nujno. Potrebno je poznati vrednote, vizijo, kaj sploh podjetje želi v prihodnosti. Meni je bilo zelo pomembno, da sem tudi videla na spletni strani takrat, pa potem tudi na razgovorih, kaj si skaza želi v prihodnosti. In tako sem videla, če bom v prihodnosti, je pravi človek za podjetje ali ne. Aha, evo, tudi to. To pomeni, je treba pogledati malo vizijo, ker je to povezano z vašo vizijo, ne gre drugače. Bi še mogoče kaj izpostavila. Kaj pa naprimer kot ekipa?
Koliko ti je bilo to pomembno, ko si prišla v podjetje? Prej si rekla, da si začutila naš utrip in naše srce, to meni ker vrednote so duša organizacije. Ja. Kaj gledaš pa na ekipo? Naprimer, zdaj nekdo pride, a mu je pomembna ekipa. A je prav, da pogleda, kako ekipo bo delal? Ja, nekaterim ni pomembno, meni je pa to najbolj pomembno. Vsi govorijo, služba je služba, družba je družba, ampak meni je res pomembno, s kakšnimi ljudmi delam, s kakšnimi ljudmi preživljam čas, ker v bistvu smo v službi 8 ur ali pa včasih še več. No. To je zelo pomembno, s katerimi ljudmi smo skupaj v tistem času. Jaz se tudi s tem strinjam. Jaz predvsem, kar se strinjam, da je pomembno, a veste, ko zamenjajo določeni direktorji podjetja ali pa vodje, pa grejo v drugo podjetje, pa so bili v enem podjetju zelo uspešni. In potem, ko pridejo v drugo podjetje, niso tako uspešni. In včasih jim delamo krivico. Prvo, kar jim delamo krivico, ker oni so uspešni skupaj s timom, ne brez tima. In dostikrat se kdo vpraša, pa kak je, ti si alfa in omega, kaj vse si delal v prejšnjem podjetju. Ja, ampak tukaj ima pa zdaj drugačen tim. In to so drugačne vrednote, drugačni cilji. In jaz mislim, da je izredno pomembno, kakšno ekipo ima se okoli, ker nikoli še nisem videla vodjo ali direktorja, ki bi bil uspešen sam. Vedno je uspešen z ekipo, ne more biti uspešen brez ekipe. Okay? Zdaj mi pa še povej, ali si kdaj delala v kakšnem podjetju, ki nisi bila srečna? Ne. Ne, jaz ne znam delati, nisi delala v podjetju. Ne znam delati, da nisem srečna. Jaz imam tako srečo, da sam tako zaposlim. Ne, res. Okay. Dejansko v prejšnji službi, prejšnja služba je bila moja prva služba. In tam sem bila srečna. Celih 10 let sem bila srečna. A 10 let si delala? 10 let, ja. No, krasno. 10 let sem bila v tistem podjetju in srečna sem bila, ampak sem skozi rasla, skozi sem se razvijala. In v nekem trenutku potem ni bilo več izziva zame. In zaradi tega sem zamenjala. Jaz sem bila srečna tudi, ko sem na bencinski delala. Mene je tisto delo tam bo srečevalo, ampak pač krajši čas, no, ker sem videla, da tam nimam toliko izzivov, da bi bila lahko dlje časa srečna. Ja, midve sva si zelo podobni. Ponavadi se potem tudi taki ljudje najdejo. Ja. Jaz vedno pravim, vsako delo moraš najti srečo, ker ko si v tistem delu sreče, si šele zaslužiš drugo delovno mesto, prej pa ne. Kako pa danes to preveriš pri svojih sodelavcih? Naprimer, kako bi pa ti zdaj, jaz sem prej opisala, kaj je bilo meni pomembno, da smo zaposlili pravo osebo, kaj pa je to, kako pa ti preveriš, če imaš pravo osebo v svojem oddelku? S pogovorom pa z iskrenostjo. Se mi zdi, da ta pogovor, pa tudi če se pogovarjamo o vremenu ali pa ne vem, o hobijih, marsikaj razkrije. In tudi potem, če sem jaz iskrena, recimo, pa da jaz priznam napake, ki jih itak delam, mislim, dnevno vsi delamo napake. In tudi, da če vidijo, da jaz pridem slabe volje v službo, pa da lahko kamot sem slabe volje, potem si tudi oni znajo pokazati svoje občutke, znajo povedati, če jih kaj skrbi in to je meni pomembno. In sem čez pogovor, pa čez iskrenost jih preverjam, pa v bistvu tudi njihove kompetence, kar se strokovnosti tiče in vsega tega nadgrajujemo, ampak čez pogovor spet. Ker oni morajo sami povedati, kaj si želijo. Branka je zaključila z iskrenostjo, jaz bom pa tudi to povedala. Jaz mislim, da se ne morejo ustvariti dobri pogoji za delo ali pa dobra klima, dobro vzdušje, dobri dosežki, rezultati, če ni zaupanja. Če ni zaupanja, vsi delamo napake, res delamo napake. Samo pomembno je, da si znamo povedati, da znamo pokazati to svojo ranljivost, kajti z ranljivostjo tudi pokažemo, koga potrebujemo in vsi smo ljudje. In zdaj, če smo pravi ljudje s pravimi vrednotami, znamo tej osebi tudi pomagati. Jaz mislim, da smo midve z Branko danes odgovorile, kako vemo, da smo zaposlili pravo osebo. Evo, jaz sem danes povabila Branko, zaradi tega, ker se mi res mi je tako, blizu mi je kot oseba in tudi, mislim, imamo zelo podobne vrednote in razmišljanje in tako naprej. In predvsem, kar si želimo obe z Branko, da tudi vi najdete podjetje, kjer boste našli najprej nadrejenega, da se razumete. Branka, daj še to povej. Ker je pa tudi to zanimivo. Jaz ne želim, da zdaj vse mislijo, da je vse rožnato. Se ni. Ja, glih to. Povej, kako si ti mene videla kot, zdaj pa če nisem tvoja šefica, jaz mislim, da nisem bila nikoli tvoja šefica. Pa malo vmes, kratek čas. Ja. Ampak kako si me ti dojemala kot vodjo? Kako se ti je zdelo? Ker nisem bila po moje vedno enostavna. Vedno sem vas rada malo metala tudi iz cone udobja. Pa se to je meni všeč, tako da meni je bilo načeloma to všeč. Res mi je bilo všeč tista iskrenost.
Ne tisto pretvarjanje, pa po nekih ovinkih, ampak vi ste direkt povedali, kaj želite in to je bilo to. In povedali ste, če niste zadovoljni in pol je meni vedno dalo misliti, a ne. Tako da to. Evo, spet smo pri iskrenosti. Iskrena hvala, mislim, da smo povedali vse. Branka, boš ti še kaj dodala? Ne, vse smo kar izčrpne. Vse dobro vam želimo in upamo, da najdete čim boljše za vas delovno mesto. Čau, čau. Čau, čau.